Danes veselo Kofredkova za našo tako imenovano nekonvencionalno tračkalico Mirna Reynolds. Mirna, zdravo. Zdravo. V zadnjih nekaj mesecih smo približno enih 6 do 10 krat prebrali, da si v bistvu sama sebe pokopala oziroma da si prekinila staro pot in začela novo. To je zdaj že rahlo biblično. Odkot ta nova vstajenja? Ne, zdaj res je, da v zadnjem obdobju, mogoče v zadnjem letu, sem imela neko obdobje, ko sem se iskala, ampak mislim, da zdaj tokrat je zadnjič. Tokrat je zadnjič, neč se sekirati, mislim, da je kar zadnjič. Najbolj, da poslušam sebe in da sem tako najbolj zadovoljna, tako da nova pesem Kavboj, ki bo v kratkem prišla na radijske valove, mislim pa, da je točno to, kar čutim in kar jaz sem. Če smo že pri glasbeni karieri, pred nekaj meseci smo vsi, mislim, so nekateri potrebovali injekcije inzulina, v šali rečeno, predvsej medijsko izpostavljeno je tvoje prijateljstvo z Domnom Kumrom, potem pa se kar čez noč zgodilo in sta se oba dva, v obraz metala kar nekaj krepkih besed, medijsko. Kaj je bilo narobe oziroma je še? No, ja, midva sva začela sodelovati pred 2 leti. On je tudi naredil moj prvi hit Zdravnik in potem se je kar hitro iz nekega poslovnega odnosa, sicer zelo uspešnega, razvilo prijateljstvo. Veliko sva tudi časa takrat skupaj preživela, tudi Stefanijo. In moram reči, da so kar ratala tako najboljša prijatelja, res zelo povezana. Potem je prišlo do spora. V bistvu pa ni res to, da sva si... V bistvu pa ni res to, da so si karkoli metala v obraz, zato ker ko so se najine poti takrat rašle, mislim, da nisva niti govorila toliko eno drugmu, vsaj ne v medijih, in nisva javno prala umazanega perila, sploh ne. Mislim pa, da tudi zato, ker dejansko eno drugem nisva niti imela kaj preveč slabega zapovedati. No, potem pa pred kratkim sva se nekje srečala, ugotovila, da je mogoče brez zveze, biti v takem odnosu, glede na to, da sva oba en drugega pogrešala in da so se tudi v glasbi zelo fajn skupaj ujela. Tako da we are back. Glede na to, da ste tako zelo povezani in da je med vami kar nekaj čustev, je med vami prišlo kadarkoli do kakršnekoli intimnosti med vami, ne vem, ne? Bilo je kar nekaj namigovanj, takrat, ko smo se začeli družiti, da ne vem, kaj vse počnemo, ampak ne nikoli, tudi jaz pa Štef naj bi bila par, mislim, da večina še vedno to misli, ampak ne, vedno smo bili vsi trije samo zelo, zelo dobri prijatelji, tako vsi trije, in jaz in Štef, jaz in Domen in Štef, pač vsi trije, in ni bilo nikoli nič več, nikoli. Kakšen pa bi moral biti moški, kateremu bi se Mirna predala, da vem, mogoče, ne vem, ga povabila na sprehod s tisto muco po plaži? A na sprehod? Ja, tako je, mislim, da bi mogoče nekaj let nazaj, ko sem še v puberteti, takoj zdaj začela opisovati neko zunanjost, ko bi meni rekel, kakšen je popolni moški. Ampak mislim, da so se ti kriteriji kar precej spremenili, tako da me nekako opažam, da vedno najbolj privlači neka samozavest, ki jo nekdo izžareva, pa karizma, tako da mislim, da to, da je mogoče tudi on, da je zadovoljen sam sabo in da to pokaže in da ve, da je seksi. To je najbolj seksi, se mi zdi, za ženske, da se moški zaveda, da je privlačen. Mogoče bolj kakor pa neke zunanje poteze in tako. So mi pa mogoče vedno tisti na prvo žogo bolj simpatični črnolasci, pač visoki. Včasih sem bila pa čisto blond nora, sem bila zelo zaljubljena v Nika iz Backstreet Boys, če slučajno še kdo ne ve, pri 12. Sem šla tudi na koncert in sem vreščala kot pač vse najstnice, tako da se je kar spremenilo od takrat. Je še ena aktualna tema, zdaj pred kratkim se je razvedela, da si ti napisala v bistvu cel kup uspešnic, oziroma kot tekstopiska si sodelovala pri skladbah od Nuše Derende in podobne. Podpisana pa si bila z imenom, mislim, da Vera Landa. Mirna, si morda šizofrena? Ne, nisem. Ja, to je res, jaz sem ravno v obdobju, ko z Domnom nisva sodelovala, sem pričela sodelovanje z Rejem in sva naredila kar nekaj projektov takrat skupaj. Ja, imela sem pač nadimek Vera Landa, naredila sem pa kar nekaj, za druge izvajalce njegove, ki jih je pač on imel, tudi med njimi Nuša Derenda, nekaj skladb na njenem novem albumu in pa tudi njeno aktualno uspešnico Danes vračam se, pa tudi recimo besedilo za Turbo Angel, za tisto balado Zamrznil je čas, tako da kar nekaj stvari, Potem je to sicer prišlo v javnost, da je Vera Landa Mirna Reynolds, tako da, ja, delam tekste, že kar nekaj časa, že ko smo bile Foxice, smo veliko same delale,
Ampak zdaj zadnje 2 leti sem se pa začela zelo intenzivno s tem ukvarjati, pa mislim, da mi leži in da me to nekako sprošča in da sem tudi dobra v tem, no. Tako. Je res razlika v tem, da besedilo recimo za Nuša Derenda napiše Mirna Reynolds ali Vera Landa? Ja, očitno je pač revo mnenje tako je, ne, pa mislim, da ljudje, da smo polni predsodkov, no, nasploh, tudi te ljudje iz scene, ne, zdaj prav Nuša Derenda, jaz se nisem vprašala, ne, niti nismo verjetno preverili, kako bi se ona odzvala, če bi rekel, da je bo besedilo napisala Mirna Reynolds, ne, ampak jaz ko gledam, no, mogoče pa vse slabo za neki tudi dobro, no, ker sem pa dokazala zdaj, pač ker niso vedeli, da je to Mirna Reynolds, ne, so vsi hvalili oba teksta, ne, in za Turbot in za Nušo, mogoče pa bi se drugače reagirali, ne, če bi bila jaz, tako da ne vem, no. Vsekakor pa jaz stojim za svojimi besedili, no, in sem se tudi odločila, da tisti, ki bo hotel imeti moj tekst, me bo z velikanskimi črkami podpisal spodaj. Mirna, hvala lepa. Hvala lepa, čau. Čau.